Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. V času, ko se svet sooča s vse bolj perečo družbeno-okoljsko krizo, iz znanstveno-raziskovalnega središča Koper prihajajo ključne sporočila o tem, kako naprej. Predstavili so novo poročilo o preobrazbenih spremembah. V tokratni oddaji bomo prisluhnili izsekom s tiskovne konference in se poglobili v ključne sporočila iz poročila. Poglejmo. V znanstveno-raziskovalnem središču Koper so predstavili poročilo o preobrazbenih spremembah za naslavljanje družbeno-okoljske krize medvladnega odbora za biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve. Je rezultat 3-letnega raziskovanja 101 strokovnjaka iz 42 držav. Temelji na sintezi 7000 virov, ki so vključevali znanstvene članke in poročila, ter znanje staroselskih in lokalnih skupnosti. Konec lanskega leta je bilo poročilo sprejeto v Namibiji. Predstavlja po izkušnjah in po svoji naravi vodilni svetovni vir znanstvenih informacij in predstavljen tudi na oblikovanje s tem namenom, da predstavlja podporo pri odločanju in zato, ker je šel čez ta sprejem strani držav članic, tudi lahko smatramo, da so države članice se z njim strinjale in da prepoznajo njegovo vrednost. Zdaj, sam IPES velja kot nek IPCC za naravo in biodiverziteto. O IPCC mogoče vemo malo več in se tudi več omenja, ravno zato, ker so tudi podnebne spremembe nekoliko bolje pokrite, ampak po naravi in teži pa ima ta IPES in IPCC povsem enako vlogo. Zaključki sinteznih poročil, kot je to, ki ga danes predstavljamo, tipično vplivajo na nove strateške in pravne dokumente, kot so bili recimo v preteklosti za IPCC Pariški sporazum in kot je bil zdaj kunminško Montrealski dogovor o biodiverziteti sprejet 2 leti nazaj. Prvo sporočilo se glasi, da so preobrazbene spremembe potrebne, nujne in zahtevne, ampak mogoče. V poročilu smo naredili eno obširno analizo obstoječih dogovorov na področju okolja in narave in prišli do zaključkov, da upad narave pospešujejo številne medsebojne prepletene krize. Okno, ki, kot sem že prej omenila, ki omogoča smotrne ukrepe, se zapira, z odlašanjem so ukrepi tudi vedno bolj dragi. In kljub temu, da imamo vedno več dogovorov na področju okolja, varstva narave, tudi seveda podnebnih sprememb in drugih področij, pa v bistvu te trendi skladno z rastočo participacijo v teh dogovorih, pa vseeno trendi ohranjanja biotske raznovrstnosti upadajo. Se pravi, priča smo vedno več naporom, pa hkrati vedno manj učinkov. V poročilu smo identificirali 3 temeljne vzroke za upad biodiverzitete. Stališče in eden od prvih zaključkov je, da so temeljni vzroki za globoko zasidrani in medsebojno prepleteni družbeni in kulturni vzorci, ki oblikujejo, vplivajo in krepijo neposredne in posredne vzroke izgube biotske raznovrstnosti. Zdaj, če govorimo o neposrednih vzrokih, so to pogosto govorimo o nekih ekonomskih in tehnoloških razlogih, institucijah in načinu vladanja, pa tudi v konfliktih in pandemijah. Mi smo šli še en korak nazaj in ugotovili, da so ti izvorni razlogi za izgubo biotske raznovrstnosti, ki se seveda prepletajo tudi z drugimi krizami, v tem, da obstaja neka nepovezanost in prevlada narave nad človekom, koncentracija moči in bogastva in prioritizacija kratkotrajnih, zasebnih in materialnih koristi. In zdaj načrtna preobrazba za pravičen in trajnostni svet spreminja videnja, torej načine, kako mi vidimo svet in prakse in strukture. Spreminja tudi strukture, ki pomenijo način organiziranja in prakse, ki so način obnašanja in delovanja. Tako da se pravi, vsi te tri elementi
morajo naslavljati izgubo biodiverzitete in upad narave. Hkrati z spreminjanjem obstoječih dominantnih videnj, struktur in praks pa moramo tudi prepoznati in krepiti tista videnja, strukture in prakse, ki so že skladne z ustvarjanjem pravičnega in trajnostnega sveta. In običajno so te skladne z nekimi stališči, ki jih zastopajo domorodne in lokalne skupnosti. Če spreminjamo videnja, strukture in prakse, moramo to početi z upoštevanjem 4 načel preobrazbenih sprememb. Gre za načelo enakosti in pravičnosti, načelo pluralizma in vključujočosti, načelo spoštljivih in recipročnih odnosov med ljudmi in naravo in načelo prilagodljivega učenja in delovanja, kar bi pomenilo, da se ob tem, ko izvajamo spremembe, moramo stalno izvajati nek nadzor nad tem, kaj se dogaja in seveda tudi in odzivati primerno. Ovire za preobrazbene spremembe so tudi del poročila in obsegajo to obstoječa razmerja nadvlade nad naravo in ljudmi, neke ekonomske in politične neenakosti, neenake politike in neprimerne institucije, tudi netrajnostne oblike proizvodnje in potrošnje in omejen dostop do čistih tehnologij in nekoordiniranih sistemov znanja in inovacij. Biotska raznovrstnost ali biodiverziteta pomeni celotno raznolikost življenja na Zemlji. Vključuje raznolikost vrst, gensko raznolikost in raznolikost ekosistema. Biotska raznovrstnost je ključna za stabilnost ekosistemov, zagotavljanje hrane, čiste vode, zdravil, opraševanje rastlin ter prilagajanje na podnebne spremembe. Ko se zmanjšuje, naravni sistemi postanejo bolj ranljivi. Zdaj, z temeljnimi vzroki smo, najprej bi to rada povedala, da smo naredili en korak naprej od tega, da nekaj časa smo govorili o neposrednih vzrokih za izgubo biotske raznovrstnosti, potem o posrednih, ki so že tisti malo bolj skriti. Mi smo pa šli v tem poročilu še globje, v kateri so tisti res temeljni vzroki, ki se v bistvu stalno ponavljajo in s katerimi lahko pojasnimo upad biodiverzitete, kljub temu, da v bistvu na tem področju vedno več delamo, vedno več institucije, vedno več je dogovorov, vedno več je politik, pravil. Skratka, ne manjka se nekega truda na tem področju, ampak hkrati rezultata ni. In te 3 ključni vzroki za upad biodiverzitete, pa tudi v resnici potem povezanih pojavov podnebnih sprememb in vseh doprinosov narave ležijo v nadvladi in dominaciji nad naravo in človekom. Drugi vzrok je prioritizacija kratkotrajnih zasebnih in materialnih koristi in tretji vzrok je koncentracija moči in kapitala. Govorimo najprej o nadvladi človeka nad naravo, se pravi razmišljanju, da je narava nekaj, kar si moramo mi podrediti, namesto razmišljanju, da mi smo del narave in delamo z naravo na način, da bi jo bilo smotrno ohranjati, zato da nam čim dlje prinaša te koristi, ki nam jih prinaša in so številne. In v drugi fazi gre tudi za to, da človek oziroma deli sveta, deli človeštva, poskušamo nadvladati nad drugimi deli sveta in človeštva in da so tudi te vzroki, ki v resnici imajo zelo globok vzrok v kolonializaciji in tistem obdobju, se še zdaj stalno ponavljajo in povzročajo to, se pravi, in strukture, neki načini organiziranja so potem grajeni na tem temeljnem vzroku, naša razmišljanja o naravi in naše prakse, na vse zadnje, da zasujemo mokrišče v upanju, da bomo zdaj mi naravo nadvladali pa naredili neko grajeno okolje na tem, je eden od izrazov te nadvlade človeka nad naravo. Zdaj z načini produkcije, ki pa seveda podrejajo druge dele sveta globalnemu severu, pa govorimo tudi o nadvladi človeka, pač določenih delov sveta nad drugimi deli sveta. In
drugim delom človeštva. Kljub nuji sprememb pa so na poti do doseganja tudi ovire, ki so manifestirane v obliki skritih vzorcev, ki so jih avtorji poskusili jasno identificirati. Temeljnih ovir za to, da bi se neki bolj zdravi vzorci, preobrazbeni vzorci razvili, so ohranjanje te nadvlade nad naravo in ljudmi, ki sva jo sprva najprej nekako bolj razdelala, tudi vztrajanje v teh ekonomskih in političnih neenakostih. Tretji vzrok so politike in tudi institucije, ki ne upoštevajo povezanosti različnih področij. Konkretno govorimo o nekih zelo ozko usmerjenih politikah, ki ali samo ohranjajo naravo, ali samo želijo znižati CO2, ali samo povečati delež obnovljivih virov energije, ali pa samo povečati gospodarsko rast. Zelo redko govorimo o politikah, ki so prepletene in upoštevajo več področij hkrati. In potem tudi institucije temu sledijo. In četrta ovira so netrajnostne oblike proizvodnje in potrošnje. Mislim, da te ovire ni potrebno posebej pojasnjevati, vsaj ne tako kratkem času. In peta ovira je omejen dostop do čistih tehnologij in nekoordinirani sistemi znanja in inovacij. Tehnološke in družbene inovacije lahko igrajo pomembno vlogo v preseganju obstoječih omejitev in ovir za preobrazbene spremembe. Ampak do teh inovacij, zlasti tehnoloških inovacij v določenih delih sveta, spet govorimo o globalnem jugu, ni toliko dostopa kot seveda na severu. In če bi to predstavljalo oviro za to, da bi se vsi izvili iz tega primeža neenakosti in v bistvu zapostavljenosti. Skratka, zdaj ste mogoče ugotovili, da stalno omenjam tudi to družbeno enakost, ki je pravzaprav izredno tesno prepletena z razlogi za upad narave in biodiverzitete in jo nikakor ne moremo ločevati. In v bistvu eno od sporočil tega našega poročila je tudi v tem, da je to družbeno neenakost nujno treba obravnavati hkrati z problemi, ki jih imamo in jih na področju okolja in jih imenujemo okoljski problemi. V bistvu govorimo o družbeno-okoljski krizi. Avtorji si želijo, da bi se poročila sedaj razširila med odločevalci na lokalnih in nacionalnih ravneh ter na globalni ravni. Naša želja je, da bi se začele politike in ukrepi oblikovati tako, da torej naslovimo temeljne vzroke upada biodiverzitete, upoštevamo ta načela, ki smo jih omenili, teh 4 načel, in da se zdaj politike začnejo drugače obračati, zato da lahko končno začnemo zmanjševati razkorak med tem, kaj želimo doseči in kaj dosegamo. Obseg, v katerem se bo pa to zgodilo, je pa seveda nekako onkraj naše pristojnosti in možnosti vplivanja. In kot ste imeli možnost slišati v predstavitvi, ima pa vsakdo izmed nas vlogo v tem, od medijev do posameznikov, do pridelovalcev, odločevalcev, ki niso sploh edini deležnik tukaj, do seveda zasebnega sektorja, do izobraževalnega sektorja. Skratka, vsak od nas ima vlogo v tem, da se zdaj te dobre prakse okrepijo in da jih povezujemo in da pride do teh obširnih sistemskih sprememb. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.